Ja, danes si bomo pogledali rezultate ankete, ki smo jo opravljali med starejšimi učenci osnovnih šol, in s katero smo pravzaprav želeli odgovoriti na nekatera vprašanja ali pa predvsem iskati pot za odgovarjanje na nekatera vprašanja in dileme, ki jih je na začetku izpostavil že Ambrož. In sicer smo opravljali anketo med slovenskimi osnovnošolci tam v 6., 7. razredu, torej starimi od 11 do 13 let. To je nekako tisto obdobje, se mi zdi, ki ga večina, ki vas dela z mladimi bralci in knjigami, lahko prepozna kot tisto, kjer se ali oblikujejo bralci za vse življenje ali pa jih počasi izgubljamo na poti iz otroštva, od skupnega branja pa potem prek najstništva k odraslim bralcem. Anketo je izpolnjevalo 425 učencev na 6 osnovnih šolah. Jaz se res vsem zahvaljujem za sodelovanje. Kot pa vidite, so pa to tudi osnovne šole, ki smo jih poiskali, da so razkropljene po Sloveniji, da so mladi bralci prihajali iz različnih okolij. In pa predvsem še ena stvar, ki smo se jih držali, ki se mi je zdela zelo pomembna, je, da so povsod anketo izpolnjevali celi razredi, ne pa na primer bralni klubi ali pa bolj zagnani bralci. Skratka, da smo res dobili en vpogled v neke splošne bralne navade pa odnose do knjig mladih bralcev. To anketo vidim tudi mogoče kot eno pot še k nadaljnemu raziskovanju bralnih navad, nekaj, kar nam bo mogoče pomagalo tudi vzpostaviti hipoteze, ki res izhajajo z področja in iz tega, kako mladi gledajo na knjigo. Skratka, načrtujemo, da bi tovrstno raziskavo v prihodnje še razširili. Pa če si mogoče najprej kar pogledamo, kako je izgledala tovrstna anketa. Skratka, zanimalo nas je, koliko knjig mladi bralci preberejo na leto, najprej seveda, katero šolo obiskujejo, koliko so stari, koliko knjig preberejo na leto, potem pa nas je zanimalo tudi, koliko knjig na leto preberejo njihovi najbližji. Tukaj v anketi smo to razdelili pač med mamo, očeta in pa potem sorojence. Zanimalo nas je, koliko knjig imajo doma. Potem pa smo tukaj postavili 3 trditve, za katere se nam je zdelo, da jih pogosto povezujemo z bralnimi navadami in s tem, kako navdušeni bralci so mladi bralci. In sicer, ali so jim, ko so bili mlajši ali pa občasno še vedno brali knjige, skratka, ali je bilo v družini prisotno neko skupno branje, ali so mogoče poslušali zvočne pravljice, zvočne knjige, ali jih občasno še poslušajo in pa če njihova družina na počitnicah pogosto bere. Zanimalo nas je ne samo, koliko berejo, ampak tudi, ali radi berejo in pa kaj najraje berejo. Tukaj smo potem našteli nekaj možnih odgovorov, predvsem takih, ki se tudi pojavljajo v okviru šolskega branja ali pa potem domačega branja, priporočenega prostočasnega branja in jim dali tudi možnost za drugo. Zanimalo nas je, kdo jim priporoči knjige, ki jih radi berejo, pa tudi, ali so jim večinoma, ja ali ne, všeč knjige, ki jih pribirajo za domače branje. Zanimalo nas je potem, zakaj ja ali ne. In nazadnje, tukaj smo jih spraševali tudi potem, katero knjigo, ki so jo brali za domače branje, jim je bilo v zadnjem obdobju najbolj všeč. Nazadnje pa nas je zanimalo še, kaj bi predlagali šoli, ki si želi, da bi bilo na šoli čim več bralcev. Pa če si pogledamo, kakšni so bili tukaj večinoma odgovori, koliko knjig preberete na leto. Tole so bili odgovori, skratka, možnost so imeli od 0 pa potem 1 do 5, 5 do 10, 10 do 20, več kot 20. Zdaj, verjetno veste, da tisti, ki na primer sledijo enemu obveznemu šolskemu branju, že morajo priti v tole skupino 1 do 5, tako da mogoče zato ni tako presenetljivo, da je takih bralcev, ki ne preberejo nobene knjige, ni tako veliko. Če pa potem pogledamo njihove starše, tole so bile na primer mame in koliko knjig preberejo na leto, tole pa na primer, koliko knjig na leto preberejo njihovi očetje. Mi smo se pri anketi odločili, da ne bomo ločevali med spoloma, tudi zato, ker je bila mogoče že predčasna informacija mladih bralcev, da jih to ločevanje po spolah v anketah lahko moti. Da po eni strani že to, da mi predpostavljamo, da bodo razlike, mogoče sugerira nekatere razlike, ampak glede na tele odgovore o mamah in očetih bi bilo mogoče zanimivo videti, kje se ta razlika začne. Potem nas je pa zanimalo tudi, koliko knjig preberejo na leto njihovi bratje in sestre. Tukaj vidite, da je morda
kar podoben graf, verjetno odvisen od tega tudi, ali gre za starejše ali mlajše sorojence. No, potem smo jih spraševali še, koliko knjig imate doma. Tukaj vidite eno tako zanimivo piramido. Izkazalo se je tudi, da pri mladih bralcih, da ne znajo čisto najboljše, že ko smo delali. Ko smo predčasno že malo preverjali vprašanja, smo videli, da ne znajo najbolje oceniti, koliko je to 100 knjig ali pa 200 knjig, tako da je bilo vprašanje potem tudi dopolnjeno z nekimi približnimi ocenami v smislu ena cela knjižna omara, več knjižnih omar, tako tole bi bile lahko kar mogoče točne ocene, približno koliko knjig imajo mladi bralci doma. Potem nas je pa zanimalo tudi, ali radi berejo. Tukaj vidite, da imamo nekoliko več tistih, ki so navdušeni bralci. No, tukaj pa zdaj pridemo k tistim, saj meni se zdi najbolj zanimivim delom. In sicer mlade bralce smo glede na ta prvo vprašanje, kjer smo jih spraševali, koliko knjig preberejo, razdelili v dve skupine. V tiste, ki preberejo več in tiste, ki preberejo manj. In sicer smo v skupino več vključili tiste, ki preberejo več kot 10 knjig na leto. Skratka, tisti, ki so prebrali od 10 do 20 ali več kot 20 knjig na leto. In potem to primerjali s tem, koliko, na primer, preberejo njihove mame. In tukaj vidite, da pri tistih, ki več berejo, so tudi mame tiste, ki na primer v povprečju preberejo več knjig. V skupini manj berem je veliko več mam, ki preberejo manj knjig, medtem ko pri skupini več berem je ta skupina zelo majhna. Razmeroma velika pa je na primer skupina, kjer mame preberejo več kot 20 knjig na leto. Se opravičujem, pa se mi je malo presenetilo. Torej, najprej v prvem vprašanju smo gledali, koliko knjig imajo bralci doma, seveda. In tukaj, kot vidite, je to vprašanje vplivalo na to, mislim, se lahko vidimo neko povezavo med tem, koliko bralci berejo in koliko knjig imajo doma. Tisti, ki berejo več, skoraj ni takih, ki bi jih imeli doma, zelo malo knjig, več je seveda takih, ki imajo več knjig doma. No, zato me je pogled malo presenetil, ker ja, tukaj je bila pa povezava zelo velika med mamami, ki veliko berejo. Vidimo, da se zelo pozna tudi pri mladih bralcih, ki veliko berejo. Skratka, tukaj je skupina mam, ki preberejo več kot 20 knjig na leto, res močno prisotna pri bralcih, ki preberejo veliko knjig na leto. Medtem ko mogoče, če pogledamo skupino manj berem, pa ni tako izrazita razlika na primer med skupinami. Seveda več najdemo pač tistih mam, ki preberejo skoraj nič ali malo knjig, ampak predvsem izstopa res ta skupina močnih bralk med tistimi, ki so tudi sami močni bralci. Potem pa imamo tukaj očete. Tukaj pa vidimo, da se v bistvu situacija nekoliko obrne, da pri mladih bralcih, ki malo berejo, močno prevladujejo očetje, ki preberejo nič ali pa zelo malo knjig, zelo malo je očetov, ki bi prebrali veliko knjig, medtem ko mogoče razlika pri bralcih, ki več berejo, ni tako velika. Ko pogledamo sorojence, vidimo, da je mogoče, tudi, kar se je mogoče videli že prej, če smo primerjali, da so razmerja podobna, da pri tistih, ki pač berejo več, od sorojenci berejo več, tam, kjer berejo manj, sorojenci berejo manj. Potem pa smo to primerjali še s drugim vprašanjem, ali mladi bralci radi berejo. Tukaj, če pogledamo, koliko knjig prebere tvoja mama in koliko ali radi berete, vidimo, da tam, kjer imamo torej mlade bralci, ki radi berejo, mame preberejo več knjig, kot tam, kjer mladi bralci ne berejo radi, ampak mogoče razlika ni tako velika, kot na primer, ko smo gledali prej. Medtem ko ali mladi bralci radi berejo ali ne in koliko knjig na leto preberejo njihovi očetje, pa vidimo, da je pač spet ta velika skupina očetov, ki ne berejo, pri skupini mladih bralcev, ki ne berejo radi. Če si tukaj pogledamo skupaj vse 4 grafe, se mogoče zelo lepo vidi ta razlika in primerjava po eni strani. Torej, tukaj, kjer imamo očete.
skozi ratal, takole. Torej, tukaj na tej strani imamo očete in tudi vidite, da sta oba grafa pravzaprav podobna. Skupina manj berem in skupina ne berem, da imamo tukaj zelo veliko očetov, ki ne berejo in zelo majhno skupino očetov, ki berejo. In po drugi strani tukajle imamo mame in tukajle to je skupina več berem. Tukaj za mano pa skupino rad berem. Tukaj pa vidimo predvsem mogoče, da bi lahko sklepali na velik vpliv mam, ki veliko berejo, na mlade bralce, ki veliko berejo. Skratka, na podlagi telih prvih uvidov v to bi morda lahko sklepali, da so očetje mogoče pomemben negativen vpliv na tiste, ki ne berejo veliko in na tiste, ki niso preveč navdušeni bralci, medtem ko se mame mogoče kažejo predvsem kot zelo pozitiven vpliv na tiste, ki veliko berejo. Skratka, očitno jim uspe te knjige potem tudi potisniti mladim bralcem v roke, mogoče celo bolj, kot pa jih navdušiti za samo branje, ker vidite, je tukaj ta razlika še toliko večja. No, potem imamo tukaj še primerjavo z sorojenci in ali rad bereš ali ne bereš rad. Tukaj v bistvu lahko opazimo podobno, kot smo prej pri razlikah med več in manj bralci. In potem še ali rad bereš in koliko knjig prebereš na leto. Tukaj mogoče ni presenetljivo, da rubrike nič knjig nimamo pri tistih, ki radi berejo in da je pač zelo malo takih bralcev, ki ne berejo radi, pa bi prebrali več kot 20 knjig. Ampak mogoče je pa vseeno zanimivo, da tudi med tistimi, ki radi berejo, imamo neko razporeditev bralcev, ki mogoče preberejo manj knjig, pa so še vedno radi berejo. In tudi med unimi, ki ne berejo radi, je očitno tudi velik delež tistih, ki pa tisto obvezno branje vendarle uporabljajo. No, potem pa smo to primerjali s trditvami, ki smo jih postavili, kar se tiče družinskega branja in ki jih tudi povezujemo s tem, koliko na primer mladi bralci si predstavljamo, radi berejo, navdušeno berejo in koliko knjig preberejo. In sicer spet smo imeli tukaj dve skupini, manj berem, več berem. Zdaj, mogoče opozorim, vidite, da sta ta dva stolpiča precej različno velika, to je zato, ker smo imeli v skupini več berem, torej tistih bralcev, ki preberejo več kot 10 knjig na leto, seveda dosti manjšo skupino, kot pa v skupini manj berem, torej med bralci, ki preberejo do 10 knjig na leto. Pri prejšnjih grafih ste verjetno opazili, da smo imeli v odstotkih ravno zato, da pač je bilo bolj jasno to razmerje med branji. Tukaj imamo pa število odgovorov, zato je pač ta več berem skupni stolpec nižji, ampak nas zanimajo predvsem razmerja. In tukaj lahko vidimo, da ali so ti brali, da pravzaprav razmerje ni bistveno drugačno pri tistih, ki manj berejo in pri tistih, ki več berejo. Potem imamo tukaj tudi zvočne knjige, vidimo, da takih, ki so poslušali pravljice ali pa zvočne knjige, pravzaprav nobeni od obeh skupin ni zelo veliko. Jaz se na primer spomnim v mojih letih, da smo veliko poslušali razne radijske igre, tudi danes veliko govorimo o zvočnih knjigah pa v njihovem vplivu, ampak očitno, saj v tej skupini, ki smo jo mi anketirali, tukaj ni bilo kakšnega hude prisotnosti poslušanja zvočnih knjig in pravljic in tudi nekakšne bistvene razlike med obema skupinama. Je pa bila zelo velika skupina, razlika, če pogledate tukaj. Ali berete, ali vaša družina bere na počitnicah. Tukaj pa vidite, da je razlika med skupinama manj berem in več berem zelo velika. Skratka, tisto, kar bi mogoče lahko sklepali na podlagi teh vprašanj, je, da zgledi vsekakor vlečejo. Da je mogoče še bolj pomembno kot to, kako spodbujamo otroke, kaj jim razlagamo, da sami beremo skupaj z njimi, da beremo na počitnicah. Zdaj, vsi tisti, ki ste prakticirali kadarkoli skupno branje ali pa branje z mladimi bralci, gotovo veste, da je to ena neprecenljiva izkušnja, ki je izjemno kompleksna in mladim bralcem pomaga na več nivojih, ne samo pri tem, da bojo postali zavzeti bralci, ampak tudi gradi družinske vezi, odpira različne pogovore in tako naprej. Ampak mogoče pa ta vprašanja pa še bolj kažejo
to, da pa če si želimo pa res vzgojiti neke zavzete mlade bralce, pa najbolj pomaga, če tudi sami zavzeto beremo tudi v prostem času. Potem smo jih pa spraševali, kaj radi berejo. Tukaj smo jim ponudili nekaj različnih odgovorov, ki so jih lahko obkrožili, potem pa še drugo. Jaz sem pod drugo potem uvrstila tiste odgovore, kjer so mladi bralci našteli samo drugo. Torej, tiste, kjer so našteli celo vrsto teh ostalih odgovorov, potem pa še drugo sem razvrstila pod te že dane odgovore. Zakaj? Pod drugo so se zelo pogosto pojavljale 3 skupine. Stripi, humor in pa grozljivke. In zdaj se mi je, da je teh odgovorov stripi pravzaprav toliko, da če jih damo v stolpec, mogoče ne bo realno pokazali, koliko je bralcev stripov, ker verjetno, če bi jim dali že vnaprej to možnost, bi bil to, si predstavljam, najvišji od vseh stolpcev. Skratka, vsekakor so stripi in humor skupini, pa čeprav nista v veliki meri prisotni v šolskem kurikulumu ali pa v domačem branju, skupini, ki sta pri mladih bralcih izjemno priljubljeni. Zato se mi je zdelo bolj realno, da vključimo razmerja med skupinami, ki so jih mladi bralci obkrožali. Hkrati pa imamo seveda v mislih, da so tukaj še skupine, ki so pri mladih bralcih izjemno priljubljene. Mogoče so me malo presenetile grozljivke, ker si niti ne znam predstavljati, kakšen velik žanr ali pa mogoče še nastajajoč žanr ali pa priljubljen žanr pri mladih bralcih je vse to, kaj vse si sami predstavljajo pod grozljivke, pa ne spada na primer pod pustolovske knjige, kriminalke ali fantastiko. Kot kaj vse prepoznavajo ta žanr, no, pa če si pa pogledamo razmerja med temi knjigami, pa lahko vidite, da prevladujejo pustolovske, ampak zelo blizu so jim tudi kriminalke in pa fantastika, pa znanstvena fantastika. So pa tudi vse ostale skupine dobile nekaj odgovorov. Zelo veliko je bilo tudi kombinacij in to tako zelo zanimivih kombinacij, kjer so se povezale poezija, stvarna literatura in kriminalke, na primer, ali pa ljubezenske in pustolovske in tako naprej. Skratka, zelo veliko različnih mešanic bralskih okusov je bilo tukaj. Pod drugo so se nam pa tudi pojavljali zelo raznoliki odgovori, tudi dramatika, na primer, in tako naprej, ampak kot že omenjene, tele 3 skupine so pod drugo seveda prevladovale. Zanimalo nas je tudi, kdo jim priporoča. Tukaj nas je predvsem zanimalo, od kje vse lahko pridejo neka priporočila, ki so mladim bralcem dragocena. Namreč spraševali smo jim, kdo jim priporoča knjige, ki so jim všeč. Kljub temu je veliko bralcev, mladih bralcev izpostavili, da si knjige vendar izbirajo sami, da so oni tisti, ki odločajo o tem, kaj bodo brali. Skratka, to se jim je zdelo zelo pomembno. Med tistimi, ki so jih pa potem vse navedli, kot tiste, ki jim priporočajo knjige, pa vidite, da prevladujejo starši. Skratka, tukaj še enkrat vidimo zelo pomemben vpliv, ki smo ga mogoče videli že pri prvih odgovorih. Skratka, najpogosteje so starši tisti, ki priporočajo knjige, ki so jim všeč. Potem se pa tukaj pojavljajo tudi prijatelji, šolski knjižničarji, sošolci, sorojenci, splošni knjižničarji. Pravzaprav najbolj poredko splet, pa še to lahko mogoče dodam, da se splet praktično nikoli ni pojavljal kot edini vir za predloge. Skoraj vedno je bil povezan še s kakšnimi drugimi viri za predlogov. Pod drugo sta se pa najbolj pogosto pojavljali 2 skupini, in sicer učitelji. Zelo pogosto so očitno tudi učitelji tisti, ki ali v okviru šolskega pouka ali kako drugače mladim priporočajo knjige, ki jih tudi potem prostočasno berejo in ki so jim všeč. In pa stari starši, predvsem babice. To mislim, da je bil kar najpogostejši odgovor. Pod drugo so se pa znašle potem tudi tukaj tete, bratranci in tako naprej, ampak babice so očitno zelo pomemben vir dobrih bralnih predlogov. Potem smo jih pa spraševali, ali so jim všeč knjige za domače branje. Takili so bili odgovori, kot vidite, nekoliko večjim so všeč knjige, kot ne. No, potem smo pa to primerjali
tako da smo bralce spet razdelili na dve skupine, ali so odgovorili, da radi berejo ali pa da ne radi berejo. Seveda verjetno ni presenetljivo, da tistim, ki radi berejo, je v povprečju bolj všeč domače branje, tisti, ki ne berejo, radi pa manj, ampak mogoče je vseeno zanimivo, da vidimo, da delež tistih, ki radi berejo, pa jim ni všeč domače branje, pravzaprav ni tako majhen, nekako je to skoraj tretjina vseh tistih, ki radi berejo. Medtem ko tudi pri tistih, ki ne berejo radi, jih je kar nekaj, ki jim je pa potem všeč domače branje. Pri vprašanju, zakaj jim je všeč domače branje, jih je večina odgovorila, da gre za odlične knjige, samo smo uvrstili tudi odgovore, da so jim knjige zanimive, da so dobro napisane, da so napete. Veliko jih je odgovarjalo tudi, da jim je všeč, ker je to nova literatura, ker gre za dela, ki jih sami ne bi vzeli v roke, ali pa za dela, ki so iz drugih žanrov, kot jih sami ponavadi jemljejo. In kar nekaj je bilo tudi takih, ki so izpostavili, da jim je všeč pogovor ob domačem branju. Pod drugo so pa najpogosteje se pojavljala teli odgovori, da jim pač pa še nekaj brati, pa je domače branje tisto, ki jim očitno to omogoča. Potem so izpostavili tudi, da sami na primer berejo literaturo za odrasle, ko pa imajo domače branje, pa potem končno preberejo nekaj, kar je primerno njihovim letom in jim je to všeč. Všeč jim je to bilo, da odpade pouk, ko se ukvarjajo z domačim branjem. No, enemu od bralcev je bilo pa tudi všeč to, da se za domače branje bere ljudsko slovstvo, kar je mogoče tudi zdaj spet nov žanr, ki se ga sam morda ne loteva. Na vprašanje, zakaj jim ni všeč domače branje, večina je odgovarjala, da je nezanimivo, da sami radi berejo druge zvrsti. Tukaj so spet najpogosteje potem pojavljali stripi in pa humorno čtivo, da bi predvsem to radi brali za domače branje, da pač ne marajo knjig, tudi da so mogoče knjige, ki jih dobivajo za domače branje kot obvezno branje, zastarele. Pod drugo pa, da bi raje brali angleške knjige. Tukaj je bil mogoče odgovor še posebej zanimivo formuliran, ker je bilo formulirano, da so angleške knjige več zanimive, zato bi jih mogli več brati. Motilo jih je, da domače branje določajo učitelji, skratka, da ne gre za njihovo izbiro, da ne mara, da se jih sili brati nekaj, ali pa da so knjige preprosto za nič. Ne tako redko se je pojavljal odgovor, da knjig, ki jih dobivajo za domače branje, ne razumejo, da se jim zdijo prezapletene in nerazumljive. No, vidite, pojavljal se je tudi odgovor, da radi berejo samo stripe in pa tudi pravzaprav obraten odgovor od tistega, ki smo ga imeli, zakaj imajo radi domače branje, da se v knjigah ne marajo pogovarjati. Saj vsi vemo, da poznamo zelo različne oblike bralcev, tisti, ki se v knjigah rajši in manj radi pogovarjajo ali pa da se jih lotevajo na zelo različne načine radi teh obravnav. No, zanimalo nas je tudi, katera se jim je zdela najboljša knjiga za domače branje. Tukaj je bilo odgovorov zelo veliko, zato sem vse tiste, ki so se pojavili manj kot 9-krat, potem dala pod odgovor drugo. Kot vidite, je to zdaj zelo visok stolpec, kjer so se potem pojavljali zelo raznoliki odgovori, tudi taki, ki so se pojavili samo enkrat in bi bili glede na to, kakšni publiki so praviloma namenjeni, po moje vključeni v tisto izberi si sam eno knjigo. Ta odgovor se je tudi večkrat pojavil samostojno, torej knjige, ki si jih izberejo sami. Kar nekaj jih je odgovorilo, da jim ni bila všeč do zdaj prav nobena knjiga za domače branje. Tukaj le vidite, to je drugi najvišji stolpec. No, potem najvišji, najbolj pogost odgovor je bil pa tale, Bratovščina Sinjega Galeba. Zdaj, mogoče je to iz tega vprašanja težko sklepamo, ker ne vemo, kaj vse so imeli mladi bralci za domače branje in v kakšnem razponu se tukaj pogovarjamo, ampak Bratovščina Sinjega Galeba je gotovo spada pod žanr, ki so ga tudi najpogosteje obkrožali kot tistega, ki jim je najbližji. Skratka, pač gre za pustolovsko knjigo, za naspeto zgodbo, z veliko dogajanja in to so mladi bralci tudi sami izpostavljali kot tisti, ki jim je pri branju najbolj všeč. In lahko vidimo, da tiste knjige, ki so jih izpostavljali, so vsekakor povezljive s tistimi žanri, ki so jih izpostavljali, da jih najraje berejo.
imamo kar nekaj tako ali drugače pustolovskih knjig. Od Modrega otoka, naprimer še, pa v redu tudi košarkar naj bo, pa kolesar naj bo, sta gotovo napeti knjigi, hkrati pa tudi humorni. Humor so tudi izpostavljali. Najdemo tukaj tudi potem problemske knjige. Skratka, tudi ljudsko skolovstvo oziroma pač starejša dela, ki so ga izpostavljali tam pri domačem branju, da jim je to všeč. Skratka, seveda je pa tukaj zanimivo bi bilo videti celoten nabor in kako so iz tega nabora sprejemali. Vidimo, da je tukaj kar nekaj starejših del, od Solzic do Vajenca Hlapiča in tako naprej. Skratka, zelo širok nabor, v katerem bi se bilo mogoče fino še več pogovoriti z mladimi bralci, kaj je tisto, kar jih je pri teh knjigah najbolj zanimalo, najbolj privlačen. No, potem smo pa zaključili zdaj z vprašanjem, kaj lahko naredi šola za več bralcev. Možni odgovori, ki smo jim jih ponudili, so bili tekmovanje učencev v branju, tekmovanje učiteljev v branju, nove dobre knjige v knjižnici, obiski avtorjev, delavnice z ilustratorji, bralni klub in pa seveda smo jim pustili potem še prostor, da še sami predlagajo, kaj bi jim bilo najbolj všeč. Kot vidite, se je največ mladim bralcem zdelo, da k več bralcem na šoli pripomorejo obiski avtorjev, kar mogoče sklepajo tudi iz lastnih izkušenj. Teh obiskov avtorjev je tako v okviru raznih gibanj, kot je Društvo Bralna značka, ali pa festivalov, kot je Bralnice pod Slamnikom in tako naprej, na šolah kar nekaj. In očitno je to tisto, kar mlade bralce spodbuja k branju. Nepresenetljivo je bil drug najpogostejši odgovor nove knjige v knjižnici, pri čemer smo spet dobili kar nekaj predlogov, kakšne bi morale biti te knjige v knjižnici. Skratka, knjižnice vsekakor potrebujejo še več stripov. Potem sta bile tudi tekmovanje učencev in tekmovanje učiteljev kar pogosta odgovora. Mogoče tukaj ni tako presenetljivo, da tisti, ki ne berejo radi, so sugerirali predvsem tekmovanje v branju med učitelji. Kar pa morda, glede na to, kar smo videli, da so zgledi tisti, ki so povezljivi s tem, koliko mladi berejo, morda sploh ni tako slaba ideja, mogoče ne samo iz vidika, da bi tisti, ki berejo manj radi uživali ob tem, ko bi gledali, koliko knjig na leto preberejo učitelji, mogoče bi bilo to res nekaj, kar bi jih tudi potegnili v branje. No, pod drugo so se pa potem pojavljali predlogi bolj zanimive knjige, angleške knjige v knjižnici, ure v knjižnici, noč branja. Ob urah v knjižnici je kar nekaj dopisali, da to seveda pomeni, da ti takrat odpade pouk in da uro preživiš v knjižnici. To, da ne bi bilo več domačega branja, to se je nekaterim zdelo, da bi sigurno vplivali na to, da bi prebrali še več. Nagrade, tukaj je ene par izpostavili, da tukaj seveda mislijo denarne nagrade, ne pa knjižne nagrade. To, da bi bila knjižnica vedno odprta in pa ja, kot že rečeno, več stripov v knjižnici. Skratka, s to anketo smo želeli pogledati, kakšne so mogoče različne poti, po katerih iskati odgovore o tem, ali je knjiga danes izbira mladih bralcev, kaj vpliva na to, da je, kaj bi se dalo narediti, da bi bila knjiga še bolj pogosto izbira mladih bralcev. In vsekakor si želimo v nadaljevanju še raziskati te poti in videti, kakšen je odnos med mladimi bralci in knjigami, kako in katere knjige jim ponuditi, da bomo vzgajali bralce za vse življenje. Zdaj, dobili ste tudi evalvacijske liste, če imate kakšen predlog, kaj se vam zdi, da bi bilo še dobro, koristno vprašati mlade bralce, mogoče v tovrstnih anketah v prihodnjih letih. Bom vesela, če to takrat dopišete na evalvacijske liste. Mogoče imate še kakšen predlog, kaj bi morali dodati med predloge, kako povečati branje na šolah ali pa kako mogoče spodbuditi še kakšno smer razmisleka med mladimi bralci. Sicer je pa zaenkrat iz moje strani to vse. Hvala za pozornost in če imate še kakšno vprašanje. Na dan z njim. Tako.
Hvala, Tina Bilban. Res naj se sprožijo roke, ena se je že. Bom kar dal mikrofon, da bodo vsi slišali. Pozdravljeni, Mojca Lutrič z Gimnazije Ledina. Jaz sem razmišljala zdaj med anketo, a se razmišlja tudi o tem, da bi podobno anketo izpeljali tudi v srednjih šolah. Ne vem, mogoče prvi letnik, ker se mi zdi, da takrat se potem spet zoži, ne, število ljudi, ki berejo. Hvala. Jaz mislim, da bi bilo gotovo primerjava med različnimi skupinami bralcev, da bi nam tukaj lahko ponudila zelo zanimive uvide. Zdaj, razmisliti bomo mogli, koliko je izvedljivo in v kakšnih skupinah, da bo pač tudi tukaj dosti velika skupina mladih bralcev, ampak jaz mislim, da je to eno od poti, v katerih bi mogli razmisliti. No? Ker verjetno tudi ne bi smeli teh bralcev potem vključiti v isto skupino, ampak res jih tudi, oziroma jih pač, kot smo že tukaj v anketi, potem imeti tudi rubriko starosti in potem videti, kako se pač ti odgovori skozi leta spreminjajo. Ne? Da bi se jih sledilo, no, na nek način, ampak to je verjetno pol. Ja, da bi lahko primerjali različne generacije. Ne? Čeprav tukaj potem spet vprašanje, pač kaj primerjati, ne? Naprimer, kaj v osnovno šolo, v okolju, pa potem tudi gimnazijo v istem okolju, da imamo približno podobno populacijo. Ne? Tukaj bi bilo potem za razmisliti, ne? Kako pravzaprav v taki anonimni anketi približno slediti istemu vzorcu bralcev. Ne? Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, pozdravljeni, Nataša Polanec, Osnovna šola Trzin. Meni se zdi v bistvu tole tekmovanje precej problematično. Ne? Če gremo po številu, potem si sposojamo, ne vem, tanke knjigice, kar neki, tako učitelji kot učenci. No? Bi bilo potem treba precej opredeliti. Hvala. Ja, ne, tukaj mislim, vsekakor nismo imeli pred sabo že ene ideje, kako bi tako tekmovanje izpeljali. Bolj nas je zanimalo, kaj si mladi bralci mislijo o taki spodbudi, koliko sploh vidijo kot nekaj, kar bi spodbudili samo branje. Kako bi se pa tako tekmovanje izpeljali, pa seveda potreben kompleksen premislek od tega, kako nekaj takega sploh zastaviti. Ampak se mi zdi, da ne glede na to, a bi bilo to, da tukaj ne gre toliko za samo tekmovanje, no, kot mogoče za izpostavljanje samega branja. To, da mladi bralci vidijo, da se v njihovem okolju bere, pa je mogoče tukaj tekmovanje niti ni čisto prava beseda, kaj pa jaz vem, javno izpostavljanje bralcev, to se vam mogoče sliši še slabše. No. Še kdo? Bi še eno vprašanje zastavil pravzaprav. Samo o tem, kako so bile izbrane šole, ki so sodelovale, in pa ali je torej geografija kakorkoli vplivala na razlike v rezultatih, kakšna je bila primerjava med posameznimi šolami oziroma anketami? Ja, same šole so bile izbrane tudi premislekom tega, da si želimo šole iz različnih okolij, iz različnih koncev Slovenije. Hkrati so pa bile tudi to šole, ki tako ali drugače tudi sodelujejo pri festivalu in ki se jih je pač, ki so bile pripravljene sodelovati pri anketi, medtem ko tega, kako so se razlikovali rezultati glede na same šole, še nismo analizirali, pa to nekaj, kar se vsekakor da analizirati in to pogledati. Odlično. Še zadnja priložnost, sicer smo lepo nastavili debato oziroma model, kako po vsakem predavanju sledijo lahko vprašanja. Nadaljujemo pa z naslednjim predavanjem. Hvala še enkrat doktorici Tini Bilban.